večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Poklic novinar je lep poklic, pa vendar zelo zahteven. Če delaš dobro, če si predan, če se zavzemaš za pošteno poročanje ali pisanje ali raziskovanje ali kakršnekoli vrste novinar si, ostaneš v trajnem spominu. In takšen je moj nocojšnji gost, spoštovani gospod Brane Piano. Dober večer. Dober večer, hvala za povabilo. Pozdravljen, čast mi je. V svojem napovedniku sem napisala, kako so se nama v preteklosti križale poti, pa do nocoj niti nisi vedel na nek način. Bil si krasen novinar, ki je pisal brez dlake na jeziku, na humoren način, satiričen način, pa vendar tudi bridko o vsem, kar se je dogajalo na lokalnem področju, pa tudi širše. In to so te stvari, ki so te na nek način zaznamovale, po kateri so te ljudje, predvsem v Celju, na nek način najbolj poznali in tudi najbolj radi kupovali te časopise ravno zaradi tvojih kolumen. Če bi še danes delal, bi se enako loteval takšnih pisanj? Ja, moram priznati, da čeprav sem že 4 leta upokojen, ne želim in več novinarsko v bistvu delati, sploh v teh razmerah, ki danes vladajo v medijih in novinarstvu. Čeprav kakšno malo stvar sem tudi že naredil. Kaj posebej me pa ni zagrabilo, da bi še pisal, razen do letos. Do letos. In mislim, da delijo tudi tisti, ki so včasih bili, rekel, predmet ali pa tarča mojih puščic, dobronamernih vedno. Seveda. Pa so tudi že novi obrazi, ampak mislim, da se sami tudi zavedajo, da imajo na nek način srečo, da sem upokojen. Bi tudi napisal kakšno puščico? Brez skrbi. Bi. Pa greva na začetek, kot je v moji oddaji navada. Brane Piano, rojen Celjan. Ja. Rojen Celjan, v katerem koncu Celja si odraščal? Jaz sem se spletom okoliščin precej prestavljal po Celju. Moje najzgodnejše otroštvo je prav tule blizu sedeža televizije Celje. Včasih se je reklo tam nasproti trgovine Jarh, malo naprej od Celjskega sejma. Tisto je bil, mislim, da predzadnja hiša v takratni ulici 29. novembra, ki je danes Kosovelova ulica nasprot gasilskega doma. Tam sem bil skoraj do začetka osnovne šole. Potem pa vse povsod. Na Otoku, v Pečovniku, v Gaberjih, na Ostrožnem, spet na Otoku, potem je nekaj časa ni bilo v Celju, pa spet na Ostrožnem, tako da vmes tudi nekaj časa v Velenju, še ko sem se šolal tudi. 3 osnovne šole si zamenjal. To veliko veš. Vem, sem se pozanimala. Za takšnega, seveda se za vsakega gosta potrudim, ampak zate sem se še posebej, ker je tvoja življenjska zgodba zelo zanimiva. Znan si nam kot novinar, spoznali smo se skozi svoje delo. Želim te predstaviti kot malce bliže kot človeka. Lepo pa mislim, da je pošteno, da razkrijem tudi še kako podrobnost. Recimo o mojih selitvah v času osnovne šole. Seveda en razlog je bil ta, da so se ker sem najprej v bistvu odraščal sem pri starih starših, pri očetovih starših, potem v osnovni šoli sem bil z mamo in z očimom, ki sta se tudi selila iz manjšega v večje stanovanje v Celju. Odkrito povedano je pa eden izmed razlogov bil tudi ta, da sem bil precej, tako bom rekel, zasanjan otrok. Zelo zgodaj sem se naučil brati, ne spomnim se kako, mislim, da kar sam. Bral sem stvari kar po vrsti, brez selekcije. Recimo enciklopedijo, tehnično enciklopedijo Jugoslavije, mislim, da je bilo 11 velikih knjig. Sem prebral tako od A do Ž, čeprav takrat nisem ničesar razumel. Pa zanimivo, kako fantastični so človeški možgani, ne.
Jaz tega ne morem zavestno priklicati, ampak ko se znajdem v situaciji, da bi moral kaj vedeti, se spomnim kakega izraza ali pa kakšne razlage. Ti še danes prav pride. Ja, seveda. Seveda. In katere te 3 osnovne šole so to bile v Celju, če lahko razkrijeva? Najprej sem hodil na 1. osnovno šolo, potem na 4. osnovno šolo in nazadnje na 2. osnovno šolo. Torej si že kot mlad spoznaval Celje do obisti, tudi ustanove od znotraj, ne samo, da si mimo hodil. Kakšna je bila takrat pot v šolo? Otroci ste verjetno kot še mi hodili sami. Predvsem sem spoznaval Celje in na ta način, da mene po več ur ni bilo iz šole, ko je bilo že šole konec. Kaj te je zadržalo? Ne, nič posebnega. Nobene pobališčine, noben kakšni športi ali pa družba. Jaz sem preprosto hodil in opazoval stvari in se ustavljal in gledal in v bistvu nisem imel pravega občutka za čas, tako da je vedno sledila kazen. Je? Ampak če je bila danes kazen, ker sem namesto enih prišel ob 5 ali pa 6 domov, sem naslednji dan to pozabil in se je spet ponovilo. Si bil res zasanjan otrok. Zelo. Branje je bil tvoj hobi skozi osnovno šolo, zelo mlad si začel brati, kot praviš, si se sam naučil. Se je že v osnovni šoli pojavljal kakšen hobi ali kakšna strast, karkoli, poleg branja, kar te je pozneje še vodilo v življenju? Ja, teh stvari se je potem začelo kar počasno nabirati. Moram pa res, morda sem si to samo zato zapomnil, ker je kasneje to moj poklic postal. Že pred koncem osnovne šole sem kmalu začel pisati, ne, seveda najprej v šoli, pa pohvaljen za lepe, proste spise. Ne, pri večini drugih predmetov nisem bil kaj dosti pohvaljen, še najmanj pri telovadbi. Ampak ja, in ja, potem so moje spise brali, ne. To se je malo tudi nadaljevalo v gimnaziji, tle že malo bolj resno in zahtevno, morajo znati kaj napisati. Na kaj juha si hodil? Ja, danes rečejo, da pišejo eseje, no, čeprav to niso eseji, kar danes pišejo, ampak tako temu rečejo, okej. Takrat smo rekli, ne vem, proste spise ali pa šolske spise in tako naprej. In te sem imel vedno dobro ocenjene in potem sem bil pa imel sem ga strašno ljubega profesorja, žal že pokojnega, profesorja Reklavca na gimnaziji. Ja, tudi mene je učil slovenščino. Ki nas je učil, mislim, da 3 slovnice, ker se ni strinjal z to Porišičevo najnovejšo, moral pa nas je učiti in nas je učil 3 slovnice. Ampak vedno, ko je prinesel spis, kakšni so šolki rekel, da ga mora prebrati, je rekel, to je največja petka v tem razredu. Potem je pa rekel, Branko, pridi pred tablo in me je vprašal slovnico. In jaz sem ga milo prosil, ne me vpraša rabo slovnice, ne pa slovnice pravila, jaz tam nisem nikoli se nič učil, ker sem očitno imel dovolj v ušesu in se mi ni dalo s tem ukvarjati. Tako da sva vedno zravnala potem 5, 1 in sva imela 3 in je bilo vse v redu. In je bilo vse v redu. Lepi spomini na gimnazijo, takrat si začel že pisati. Si že takrat se nagibal k določenim temam ali si pisal pač, kar so ti rekli? No, jaz sem predvsem bil takrat v bistvu tako kot vsi mladi ljudje, te hormonsko-čustveni zmedi, ne. Jaz pa tako, bom rekel, nežna duša, ne, seveda bil pesnik. Aha. Tudi to informacijo imam, da si bil pesnik, da si tudi dosti in odmevno ustvarjal v svojem tem pesniškem obdobju, torej se je to začelo že v srednji šoli? Ja, v bistvu že na koncu osnovne šole, seveda predvsem v srednji, tudi ravno profesor Reklavc, ki sem ga omenil, nas je strašno znal lepo spodbujati k temu in voditi, je tudi razumel neke nove forme, neke naše, bom rekel, tudi malo ekscesne izpade, literarne in tako naprej. Ja, sem imel kar veselje s tem. Potem pa v bistvu jaz nisem vedel, kaj bom v življenju počel. Strašno sem imel rad gledališče. Tudi na gimnaziji je bila skupina gledališka mentorja, so imeli
igralca dramskega Braneta Grubarja in druge nekatere. In mene je zelo dramaturgija privlačila, pa primerjalna književnost. Ampak potem na koncu, če lahko nadaljujem, seveda, izvoli. Na koncu gimnazije seveda smo maturirali, bile so počitnice, kdo se bo zdaj pripravljal na sprejem na akademiji. Primerjalne književnosti sem se malce bal, ker sem že prej bi moral vso slovnico ponovno memorirati začeti, ker je prej nisem. Za sprejemne na akademiji se nisem pripravil in potem se je našlo nekaj, in novinarstvo, ja, to je to. Zelo hitro sem se tle našel, tudi v študiju. To mi je bilo všeč. Kasneje, recimo, v življenju je pa tako, če bo nekje prišlo do tega, da sem zdaj tudi že kaj bolj resnega napisal. Seveda, bova. V bistvu, jaz pravim, da v bistvu novinarji so falirani pisatelji. Zakaj pa tako? Tako kratke tekste pišemo na hitro, je gotovo, potem gremo pa domov. Ja, ampak umetnost je kratek tekst napisati. To je bolj kot šala bilo. Ja, sploh, če si omejen s črkami, s prostorom in tako naprej, pa da dobro napišeš, pa vsebinsko dobro napišeš, pa pravilno napišeš, ni faliran pisatelj, je kar. Takšni, kot ste ti in tvojega kova, je to pravi pisatelj in pravi mojster. Omenil si gimnazijska leta, pesnikovanje. Si že takrat zahajal v klub? Je že bil klub takrat? Ja, seveda. Mogoče še ne v prvem, drugem letniku, potem pa že. Klub je bil tle blizu gledališča, nad zavodom, kasnejšim zavodom za zaposlovanje, na prejšnjem sedežu, kjer je bil, kjer sta Branko in Janko vrtela plošče. Tako. Starejša, mi smo jih občudovali, nismo se mi niti še družili z njimi, mi smo bili smrkovci za nje. So bili persone. Ja, potem je pa v bistvu že bilo konc gimnazije, klub se je preselil na Cankarjevo, tam smo bili zelo aktivni, ker je ena manjša skupina, izdajali smo nek klubski časopis že tudi, tak fanzin, prirejali smo takrat pesniške večere z mojimi ljubimi prijatelji, ki se tudi premalo vidimo. Kdo so še bili takrat poleg tebe takšni pesniki, da ste prirejali pesniške večere v Celju? Jaz bom dva omenil, najbolj, ki smo največ tudi naredili skupaj, Rado Pantelič, Pajo. Bil je novinar že pred leti na Novem tedniku. Sina tudi gotovo poznaš. Seveda, Miha. Službeno, ne? Tako je, Miha Pantelič, sedaj na Rokometni zvezi, bil je pa dolgo leta v Rokometnem klubu v Celju. Vinko Middendorfer, ki ga ni v Celju že vrsto let, po srednji šoli šel, ustvaril je že danes, mislim, da za 5 do 10 ljudi v bistvu opusa dramskega, literarnega, vsakršnega, Čeprav je bil nekaj let mlajši, sva se zelo ujela. In recimo to, morda je to danes malo nepredstavljivo, ker to je bolj za specializirane publike, pa po kakih knjigarnah in tako naprej. Mi smo v klubu, potem se je reklo temu kljub, kasneje v mladinskem klubu takrat prirejali pesniške večere, naredili plakate, povabili. In vrstniki so prišli na pesniške večere. Ja, seveda. Seveda je to dostikrat bilo povezano tudi s kakimi performansi, malo čudaškimi, s kakimi izpadi. Poezija v bistvu neka zelo, bom rekel, pretirana, ekstremna, ampak jim je bilo to všeč. Nam je bilo pa všeč, da jim je všeč, pa smo naprej tako pisali. Pa ste spet naprej ustvarjali. Zakaj pretirana, čudaška? Zakaj? V čem? Zelo smo eksperimentirali, recimo v neki erotični poeziji, politični poeziji. Prihajal je eden, ne bom ga imenoval, ki je bil sodelavec
policije, ni se več takrat reklo, niti takrat se ni reklo več UDBA. Seveda, vsaka država potrebuje neko varnost, neko obveščevalne službe, pa državno varnost in je pač nek dobil neke... Da je spremljal te zadeve. Ki so ga plačevali za to. Kaj mladi počnejo. In on je prihajal takrat, če ni bilo drugih snemalnih naprav, z nekim prenosnim, jaz sem to takrat prvič videl, prenosnim kolutnim magnetofonom, in je snemal pesniške večere. A res? Ja, to je fantastično. Jaz upam, da ima policija to še spravljeno. To bi bilo zanimivo slišati. Ja. Nismo pa, moram reči, da pa nismo imeli kakih posebnih težav nikoli. Mladi smo nepremišljeni in je prav, da smo še danes so. Upajmo. In drzni in izmislijo si nove stvari. Vprašajo, zakaj je nekaj narejeno, kakor pač je, v bistvu za stvari, ki se nam zdijo čisto samoumevne, pa normalne, pa smo jih že sprejeli, pa morda je prav, da vprašajo. Včasih so nas poklicali na mladinsko organizacijo, ne se malo umirimo, predvsem so pa našega upravnika, njemu so prali glavo. Najdlje časa v tem obdobju, ko sem jaz bil, tam sta bila dva, en Lučo, pa Daniel Majcen. In on je ob petkih, ko smo se vračali z Ljubljane in prišli v klub, da bomo spet kaj naredili, da si poklical v pisarno in je tako žalostno gledal. Ne, fantje, sej bom jaz umiril, ampak prosim, ne več. In mi smo ga, in pa je imel vzdevek Daniel žalostne matere. In je ostal ta vzdevek. Ja. Mislim, frapiral me je ta podatek, da je ta gospod prišel in odkrito snemal. Kaj pa je bila njegova razlaga, zakaj snema? Se je vedelo, zakaj snema? Ja, seveda. Ja. Mi smo vedeli, da je špicl, mi smo rekli, ok, mi delamo svoje stvari, noben mu žalega nočemo, on pa ne, on mora svoj, ne vem, ali se prilizniti komu, ali kak priboljšek dobiti, mi pa delamo svoje. Zanimivo. Ni to taka reč. In odhod na študij je spet prelomnica v življenju zasanjanega fanta iz Celja. Kako to doživiš in si doživljal? Mislim, da sem bil še kar malo zasanjan, fant, pa sem bil že malo prevelik, da bi si to lahko privoščil. Jaz sem namreč tam recimo proti koncu gimnazije ostal v Celju sam. Navezal sem pa stike z očetom, ki je bil v Velenju, s katerim prej v bistvu mi ni bilo dovoljeno imeti stikov, tako kot bi si želela oba. Ampak tako da jaz sem v bistvu potem se preselil v Velenje, ampak samo čez vikende ali pa čez dvakrat na mesec mogoče k očetu, ker sem bil v Ljubljani, ker sem študiral in sem se v Ljubljani precej, bom rekel, malce izgubljenega počutil. No, študij mi tudi najbolje ni šel, jaz sem mnogo let kasneje eno drugo fakulteto končal, takrat ne. Ekonomsko? Ja. In tudi zelo dobro. Že skoraj na stara leta. Tako. Takrat si potem našel tisti študij, ki bi pa morda te zapeljal v mladosti, če bi bili drugačni pogoji, drugačen ti. Ne, jaz nikakor ne bi šel študirati ekonomije. Ne? Ne, jaz sem bil, mislim, da koliko sem bil starejši od 50 let, ker sem šel študirati ekonomijo v Mariboru in v bistvu zaradi tega, ker je bilo pri časopisu Delo eno obdobje, ne bom zdaj imen omenil, pa če rekli so mi, ti preveč veš, če ne boš nekih ljudi omenjal, oziroma če ne boš nič pisal, ti bomo pošiljali plačo, sicer te bomo odpustili. Jaz sem imel v bistvu družino, vedno sem znal odkorakati, kadar mi kaj ni ustrezalo in sem se lotil drugih stvari, delal za druge časopise in sem rekel, veste kaj, jaz imam tega dovolj, dajte mi plačati študij ob Delu, jaz grem študirati, čez 2 leti vas tu več ne bo.
In sem dejansko čez 3 leta tisto fakulteto končal, teh ljudi več ni bilo. Ekonomijo sem pa zbral zgolj zaradi tega, ker jaz mislim, da v novinarstvu nikogar nočem užaliti, ki ima novinarske šole, da sem vedel dovolj, da bi faks dokončal, se mi je zdelo trapasto. Rabil so pa ekonomska znanja pri svojem delu. Tako da sem zelo hitro začel tudi uporabljati v bistvu to, kar sem študiral, ker sem prej morda razumel, pa raje nisem napisal, da ne bi kdo se smejal, in potem sem pa razumel in sem vedel, da razmišljam prav in razlagam prav in da lahko bralcu ponudim v bistvu neko razlago, nek pogled tudi na gospodarske, ekonomske stvari. Da se še malce ustaviva v Ljubljani na tvoj čas študija, ob vikendih si se vračal domov, kako pa je izgledalo to med tednom? Povedal si, da si ostal dejansko sam v Celju, potem v Ljubljani, vračal si se po obnovljenih odnosih z očetom, zelo sta manjkala en drugemu, življenje je bilo kruto, takšno kot je pač bilo. Očetovska figura mlademu moškemu veliko pomeni. Kako si služil denar za študij? Ne, jaz moram reči, da oče in mama, ki se odselila iz Slovenije, sta poskrbela za to. Sta poskrbela? Ja. Tako da ni. Seveda, jaz sem zelo hitro potem šel na služenje vojaškega roka, se vrnil, zelo hitro v bistvu dobil že tudi prvega sina in šel v službo. Torej si soprogo spoznal v Ljubljani? Ja, prvo. Aha, prvo si spoznal v Ljubljani, potem drugo. Vojska je spet posebno poglavje moškega, v življenju moškega. Si šel daleč, kam so te poslali? Jaz sem naredil eno veliko neumnost. Kakšno? Ko sem na fakulteti ugotovil, da mi neke stvari ne ustrezajo. To ni bila, recimo, fakulteta, ki bi zelo politično indoktrinirala mladino. Je pa bilo nekaj takih predmetov, ki so jih imeli zaslužni tovariši in je bilo malo trapasto v bistvu to poslušati. Meni tudi ni najbolje šlo od rok, in sem dal prošnjo, da bi rad šel v vojsko. Sam si prosil? Ja, da bi šel takoj, da ne bom zdaj izgubljal časa. Da se rešiš tega? Na študiju, ki ga nisem mislil več nadaljevati in tako naprej. In ker sem dal prošnjo, takrat sem bil prijavljen v Velenju, je bil vodja tega odseka, kako se je reklo, za ljudsko obrambo, očetov znanec, ki je očeta poznal. Aha, je rekel, sin je dal pa prošnjo, da gre v vojsko, in je klical mojega očeta in je rekel, veš kaj, bom jaz tole zrihtal, ker vidim, da dečko je očitno v redu, tvoj je, pa prošnjo je dal, ga bomo v šolo rezervnih oficirjev v Bileču poslali. In jaz sem se, mislim, da v 11 dneh od te prošnje sem se znašel v Hercegovini sred kamenja in nisem vedel, kaj nas čaka. Si pa res naredil uslugo. Ja. No, ampak si preživel. Ja, ampak vsaj jaz si tako mislim, jaz mislim, da moja soproga Ljuba se ne bi s tem strinjala, jaz pa mislim, da sem zelo odgovorna in skrbna oseba. In sem se vedel, jaz tudi v Bileči, tam je treba tudi študirati, ne samo manevre izvajati, Ja, seveda, če so te dali rezervno oficirsko šolo. Treba spite delati in tako naprej. Sem se pač potrudil, sem rekel, pa dajmo vsaj bom to nekaj, vse to je trening za možgane, vse to niso samo vojaške, bom rekel, znanja, so tudi kakšna koristna znanja za življenje in tako naprej. In so rekli, aha, vidiš, to je pa vzoren pitomec, so rekli nam, da smo pitomci, Mi smo rekli, Slovenci smo rekli, da nas kličejo pitanci. Zakaj pa pitanci? Ja, tako smo razumeli. Tako ste si prevedli. Tako smo si prevedli. V glavnem so rekli, ta je pa v redu, tale Piano, čuden priimek ima, in so me potem poslali na drugi del služenja na Kosovo, v Peč. Ajoj.
Ne, tam je bilo pa že zares, tam se je pa že streljalo. Tu se ni nič vedelo pri nas. Tam leta To je že bila 76, 75. To so leta študentskih uporov, če se ne motim. Ja, pravim, po medijih ni bilo nič. Ja, to se je prikrivalo. Tam ti je potem pa bilo res hudo. Vrneš se v Slovenijo, živ in zdrav, hvala Bogu, z eno veliko izkušnjo. Koliko te je naučila, nekaj te je verjetno naučila, sigurno. Določene poglede na življenje tudi odprla, da ti pa kot tistemu v duši zasanjanem fantu ni bilo lahko, to pa verjamem. Pa vendarle, prekalili so te, vrneš se v Ljubljano. Ja. V Ljubljano in prva služba v Jugobanki. Ja. Ampak imaš res dobre informacije. Na kakšnem delovnem mestu so te zaposlili? Jaz sem formalno imel samo gimnazijsko maturo. Zaposlili so me v Jugobanki, iz nje je kasneje nastala A-banka, danes je to NKBM. Tako, tako. Eni pisarni, kjer v tistih časih je šlo, to je bilo leto recimo, ne vem, 76, 77, preko bank je šel ves izvoz, vsi dokumenti za transport in izvoz in finance, vse, ko je Delamar iz Izola v Arabijo izvažal konzerve sardin, to moralo čez banko iti in tam so bili referenti, ki so klicali ladje, kdaj bo katera kaj naložila, kdaj bojo kamioni kaj pripeljali, kdaj bo denar nakazan. V glavnem, to je bila ena ogromna pisarna, tako kaj vidiš v kakih starih filmih, ne? Ena vrsta mis, vsi smo si en drugemu v hrbe gledali, samo na koncu je sedela šefica in je gledala, če delamo. Kot učiteljica v šoli. Res, ko smo zjutraj prišli v pisarno, jaz sem si za prvo plačo, ker nisem me upozoril, sem si suknič kupil, ker ga nisem imel, moram jaz hoditi v banko. Druga je bilo vseeno, sem da imam suknič. Sem suknič dal na stol in sem imel, levo sem imel en kup map, spisal in ko sem končal, popoldan, so morali biti na desni. In to sem delal, mislim, da kakšno leto. Vmes so me pa poslali v Beograd in to je ena od mojih, recimo, jaz imam dosti nekih tečajev, izpitov za ono, za to in to. Tretje, recimo, to je pa eden prvih, sem naredil dvomesečni tečaj in dobil naziv, to je interna kvalifikacija bila v Jugobanki, korespondent za englesko govorno področje. Kaj bi to bilo danes? Korespondent, to je korespondent za inozemstvo. Zunanja korespondenca s tujino. Lepo. To je bilo v slovenskem jeziku. Ta naziv si dobil v Beogradu, drugače pa Jugobanka je pa poslovala v Ljubljani v slovenščini. Seveda, ampak tečaj je bil pa v srbščini. To se pravi, da takrat ni bilo teh jezikovnih ovir in ničesar. Dejansko smo vsi obvladali in en in drugi jezik. Ja, nam se je to zdelo normalno. No, jaz imam tudi nekaj, recimo, moja stara mama, očetova mama je Srbkinja, tako da jaz sem pri detku, ki je Slovenc in pri babici sem rastel do osnovne šole, tako da jaz nisem imel nikoli težav. Si že od doma znal ta jezik. Za to, v bistvu sem imel jezik, če ne druge v ušesu in kadar ste se kaj spričkali, ste se tako po srbsko. Tako je slejše. Sem se hitro naučil. Brane, če te lahko vprašam, tudi sam si omenil nenavaden priimek. Odkot izvira vaš priimek? Moji so po očetovi, seveda, strani so iz Senožeč. Se pravi, severno-primorska. Še danes je tam en grob naših prednikov, zelo star. V bistvu pa nihče ni mogel natančno ugotoviti, odkot priimek. Še najbližje je razlaga, da v bistvu to niso bili Italijani, ampak da je poitalijančen priimek iz nekega češkega, ki naj bi bil pijan
od nekoga, ki je pač tu se ustavil, se tle vženil in pa so tu. In je tudi v cerkvenih knjigah prvič, ko je opisan ta priimek naših prednikov, je zapisan Pian. Zanimivo. O tem, kako si se vrnil v Celje in kako si potem prišel spet do novinarstva in nadaljeval krasno kariero in še marsikaj zanimivega, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, takoj po kratkih oglasih. Sem že čez 80, pa še zmeraj snemam. Rifle, mi smo! Kaj se dereš, se te slišim? Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim. Pozdravljeni spet v ženski areni, spoštovani Brane Piano, znanec iz Celja dolga leta na videz in pa potem tudi kasneje sva se seznanila po drugih poteh, zato se tudi tikava, kot veste, spoštovani gostje in spoštovani gledalke in gledalci, moji gostje, s katerimi se poznam, ostanem na ti v oddaji, ker bi bilo nesmiselno, da se motiva zvi ti in zato, ker je moja oddaja pristna, takšna, kakršna mora biti in tudi iskrena, takšen, kakršen je bil Brane v svojih kolumnah. In v prvem delu sva predstavila tvojo mladost, tvoje odraščanje, študijska leta, vojsko in prihajava nekako do tudi prvo službo, kje si bil in to. Sedaj pa greva v to, po čemer so te pa ljudje najbolj opazili, spoznali in pa si tudi zapomnili. Kako si potem iz Ljubljane, iz Jugobanke prišel v novinarstvo? V bistvu sem prišel v Celje, ampak sem prišel bližje novinarstvu, ne še novinarstvo. Bom zdaj malo skrajšal te stvari. Na ulica hitro mine. Vedno vse na predolgo preveč razlagam. Nisi predolg, ker je zanimiva zgodba, samo žal ena ura prehitro mine. Cestno podjetje Celje, danes je od tega ostal vodc, je potrebovalo organizatorje obveščanja, tako se je takrat reklo, tovarniškim novinarjem. Podjetja so izdajala časopise, biltene in tako naprej. Jaz sem se tu prijavil, mene so sprejeli, jaz sem potem tle bil 9 let, dobil to družbeno stanovanje, prvega sina. Sem pa zelo hitro začel sodelovati z Novim tednikom, potem tudi z Radiem Celje in so me že kar nekaj let vabili, da me tudi zaposlili. Jaz zaradi stanovanja so bili pač taki zakoni, v bistvu nisem mogel iti, če ne bi ga moral vrniti in tako naprej. In ko sem lahko, sem šel na Novi tednik, na Radio Celje. Mislim, da sem bil samo dobri 2 leti pa pol. Kaj si delal na Novem tedniku na Radio Celje? Na Novem tedniku sem bil najprej zelo hitro vodja, rekel, te notranje politične, v bistvu strani, potem pomočnik urednika,
Na radiju smo pa vsi novinarji takrat, tudi časopisni, popoldan morali dežurati, pisati novice, lahko smo včasih tudi malo glasbo zbrali, povezovali program, ne. Sem imel kar malo veselja tudi s tem. Potem se je pa začelo, ne, ta leto 89-90, politične spremembe, družbene spremembe. Jaz sem na vrat na nos kar pustil službo, vzel svobodni status, postal honorarni urednik tednika Nova doba. Zelo dober tednik je bil, škoda, da ga je zmanjkalo. To je bil politično-informativni tednik, danes bi rekel mladina v časopisni obliki, ne v revijalni, no približno. Mečken bolj predrzen tudi, na nek način tudi, bom rekel, začetnik rumenega tiska v Sloveniji. Jaz sem se tudi tega dela hotel in takrat naučil od zdaj že žal pokojnega Janeza Nanija Severja in njegovih v bistvu generacije kolegov, prijateljev, novinarjev. In mi smo vsi uživali pri tem časopisu. Je pa zelo hitro propadel, ker brali so ga politiki pa novinarji. To je pa premalo, ne, za dovolj zaslužka. Potem sem delal za vse mogoče medije, mislim, da 7 let, tudi nekaj za tujino, nekaj pri nas, za radije in tako naprej. Proti koncu v bistvu tudi za 24 ur, torej informativno oddajo osrednjo na Pop TV, takrat, ko so začeli. Potem sem pa zelo hitro šel na delo, ker sem bil že prej dogovorjen. In evo, to je to. In potem sem tam obtičal za, mislim, da 23 let. 23 let. Tudi na vojna področja si šel kot novinar. To je bilo v katerem času? To je bilo v času v bistvu najprej seveda, bom rekel, ta osamosvojitvena ali pa odcepitvena vojna v Sloveniji, pa potem na Hrvaškem. Na Hrvaškem. To je tudi izkušnja, ki zaznamuje verjetno. Je izkušnja. Takrat sem v bistvu že, novinarji mečkaj v bistvu se naučimo, nisem jaz nič posebnega. Takrat že malo veš v bistvu, kaj je tvoje delo, da ni enostavno, da je včasih lahko nevarno, ampak obstaja nekaj pravil, ki jih ne smeš pozabiti. Včasih kakšen novinar pozabi na ta pravila, da ne greš delati na teren nečesa oziroma tja, odkoder je možno, da se ne boš vrnil. Ker potem svojega dela nisi naredil. To je osnovno pravilo. Greš samo na sigurno. Seveda prihaja potem do nesrečnih naključij. To sem takrat že vedel in sem to znal paziti nase. Tudi, ko sem bil na Novi dobi urednik, v bistvu je že tudi dol pokalo, pa že ko sem bil na Novem tedniku, in sem delal z drugimi in sem vedno rekel, ne delaj, ne pošiljaj, če bo sebe ogrozil, ne rabim nič, plačali te bomo. Kako ostati objektiven pri takšnih poročanjih? Ali dobiš informacije iz obeh strani? Ti praviš, da si bil na Hrvaškem. Tam sta se dve naši bivši bratski republiki med sabo. Kako je objektivno poročati? Jaz nisem bil na obeh straneh, jaz sem bil dvakrat, sem bil dol pri hrvaški vojski, gardi. Mislim, da to ni tak problem, ker oni niso pripravljeni, da bi te bombardirali. Ti prideš na teren, ti prideš na fronto dobesedno. Oni niso pripravljeni, zdaj imajo neke materijale, propagando, ono tretje, ne vem, komandant, če ti kaj pove, ti pove, kakor misli, ampak to seveda jemlješ tako, kakor je, ti poročaš od tam, ta je rekel to, on je rekel to. Ni se ti treba opredeljevati, kdo ima prav ali nima prav. Dejansko zatečeno stanje opišeš. Zatečeno stanje, v bistvu to je poročanje, to je osnovno novinarsko delo. Tudi ni treba ponujati, kaj pa jaz o tem mislim. Kaj jaz mislim o tem, ni pomembno. Takrat to ni pomembno. Mogoče kdaj drugič. Mine kak dan, čas ali pa več, da lahko to komentiraš, ko še kaj več veš. Ko še kaj več veš, da je z obeh strani. In greva sedaj na delo in tvoje kolumne, morava se jih dotakniti.
Koliko jih je nastalo? Neko informacijo imamo okrog 1300. Ja. 1300 kolumen. Ampak ne morem reči, da to ne samo seveda večina na delu. Jaz, ko sem izdal zbirko oziroma to je zgodovina Celja in okolice, je naslov te zbirke, so kolumne od leta 1992 do 2019 in šele od 2000 oziroma 2007, ja. Ja. Ne, 1997 naprej so izdelali. In tu je zajeta zgodovina Celja v tem obdobju. Ja, lahko v bistvu na stvar povem, recimo, meni je to izdal Muzej novejše zgodovine Celja, za kar sem hvaležen predvsem dr. Tončku Kregarju, ki ima za to razumevanje. Ampak seveda zgolj zaradi tega, ker nisem jaz neka zgodovinska znamenitost, ne, po moje kolumne tudi ne, ampak zaradi tega, ker sem nadgradil kolumne in sem naredil biografski geslovnik, v bistvu vseh oseb, ki jih omenjam v tem izboru kolumen, tudi kratke biografije teh ljudi, ki jih omenjam, pa tudi predstavljam v bistvu kraje iz Savinjske regije, ki jih omenjam. In potem se je zgodilo tako, da je, mislim, da 400 ali 500 ljudi v tem geslovniku. In zdaj so tisti, ki so noter, so mi mnogi zamirili, ne, da sem jih noter uvrstil. Bom rekel, še nekih 500 drugih mi pa zamiri, da jih nisem. Ne, tako da nekaj sem še dolžen. Nekaj si še dolžen, pa morda bo še sledilo. Ugotovila sva, jaz žal še nisem brala tvojih knjig, pa vsekakor zdaj se jih bom lotila, da ravno v prvi knjigi prva kolumna je o celjski komunali nekdanji. Kjer si bila v službi takrat. Ker sem bila tam v službi in to so zgodovinske stvari dejansko in takšni ljudje, ki beležijo dogajanje v nekem mestu, v nekem kraju, v nekem okolju, v tako velikem obdobju in v tako velikem številu prispevkov, vsekakor je pomembna oseba, je zgodovinska oseba, ki je zabeležila vse to. Tvoje kolumne so bile znane po humornosti, po hudomušnosti, po satiri, znameniti naziv Tlačani in knezi, povezano z našo daljno zgodovino, na katero smo zelo ponosni, vendar preneseno v današnji čas. Ali si imel kdaj težave zaradi teh kolumen in teh tvojih pikrih puščic, ki pa si jih vedno spuščal in pisal predvsem v želji dobrega za naše mesto? Da bi imel kakšne resne težave, nikakor ne. Ne. Kaj pa, ko si določene ljudi srečal, poznani so... Seveda, mislim, to je del našega poklica. Jaz sem imel enega izmed urednikov, recimo, ki sem jih najbolj cenil, v bistvu tudi po človeški plati in po novinarski uredniški plati, recimo je bil Mitja Mršol. On je vedno govoril drugim tudi, ne samo nam, dopisnikom, da bi nam iz Slovenije. Delo je imelo takrat precej ljudi po Sloveniji, mislim, da 25, 30, ne vem. In on je rekel, vaše delo je najtežje. Vi zjutraj peljete otroka v isti vrtec, kamor ga pripelje župan in potem morate iti v pisarno in morate o tem županu kaj napisati neprijetnega, ker se je pač nekaj takega zgodilo. No, ravno to. In ob 3, 4 se spet tam srečata. Tako. In vi morate tukaj živeti, ne? In rekel, mi smo lahko pametni v Ljubljani. Res je. In kako se je bilo srečati z našim nekdanjim županom? Vaše kolumne o njem konkretno so ostale zabeležene v spominu Celjanov, Celjank in v vaših kolumnah. Seveda vse dobro namerno, pa vendarle so bile dokaj oštre. Ko sta se srečala, kadar sta se srečala... Mi smo se že dobro prej poznala. Moram povedati, sem ga tudi cenil po nekaterih lastnostih, ki jih ima po mojem še danes. Je pa tako, da zelo na začetku sva se tudi odkrito dobila in pogovorila, sem rekel, jaz
jaz bom opravljal svoje delo, ti opravljaj svojega, ampak v bistvu jaz sem se svojega držal, on pa v bistvu je seveda opravljal svoje delo, ampak tega odnosa pa v bistvu nekako ni mogel tako sprejeti, tako da se je rekel, da bi rekel, sem se na nek način malce odtujila. Sva se malce odtujila. Jaz sem včasih celo razmišljala, ko sem brala kakšno tvojo kolumno, ali je to vse res tako, kot pišeš in je to tako proti en drugemu, ali je to zaigrano. Pa vendarle si mi povedal prigodo, ko te je tvoj nekdo zelo bližnji vprašal, če je to res in če tako grdo čutiš, da si potem celo nehal pisati o... Ja, jaz sem naredil eno pauzo, recimo o županu, ki ga imamo oba v mislih, ne bomo zdaj reklame delali nobenemu. Ne. Se smo hvaležni, se je marsikaj tudi dobrega naredili. Seveda, govoriva o kolumnah, ki so opozarjale, kaj bi pa lahko bilo boljše. Recimo, meni je nekdo od bližnjih, starejša oseba, rekla, da ti pa tega le ravno ne maraš. In sem se res zamislil, ker novinarji imamo tudi včasih problem, kako ljudje v bistvu razumejo ali pa dojemajo tisto, kar mi počnemo. Tako. In takrat sem rekel, jaz moram tole malo ublažiti, v bistvu ne zaradi njega, ne zaradi sebe, ampak zaradi bralcev, da ne bojo imeli napačnega vtisa, da ne bojo mislili, da imam skej proti temu človeku. In jaz ga eno leto nisem omenil. Ampak zanimivo je pa to, da sem slišal z njegovih krogov, kaj je zdaj narobe. Si izbolel? Ja. Ne, sem videl, da pišem, ampak njega več ni. Njega več ni, zmanjkalo ga je. Mislim, da je to ena, recimo, od takih pobalinskih, strašanskih svobod novinarja, da o čem ali o kom nič ne napiše. To je verjetno še hujše. Ja. Verjetno. Zanimivo je. Bile pa so res kolumne na račun vseh tem, na katere bi bilo dobro še danes opozarjati naše mestu. Takšen kronist in pisar, ki nastavlja ogledalo, kot si ga ti nastavljal, bo zelo manjkal v našem mestu. Smo le mesto, ki ima bogato zgodovino, kot si omenil na začetku oddaje, če bi še danes delal, bi že sedaj spet imel kaj za napisati, kaj ne? Brez skrbi. Bi, zagotovo. Vedno je kaj takšnega, kar bi lahko bilo še boljše ali drugače. Mi je pa bilo všeč, ko si v svoji kolumni iz leta 2012 napisal to, kar sem v najavi tudi sama napisala, primerjavo z otroci. In vsi uspešni ljudje svoje stvari, svoje projekte, svoja dela primerjajo z otroci. In to je nekaj najlepšega, kar si lahko dal opis sam sebe do svojega dela. Ker z otrokom ravnaš na tisti najlepši način, da je potem takšen, kot je, čim boljši in da pusti takšen pečat, kot si ga ti pustil v svoji karieri. Če se še čisto malo dotakneva tega novinarstva, tvoji začetki in pa danes, računalništvo v tvojih začetkih in danes in pa umetna inteligenca. Zelo na široko sem zdaj to rekla, ampak so neke vzporednice, kako takrat, kako danes in pa seveda, kaj prinaša umetna inteligenca v novinarstvo. Bom jaz združil, se tako lepo napeljale otroke, pa bom rekel informatiko, recimo pa digitalizacijo in tako naprej. Izvoli. Najprej, jaz nikakor ne mislim, kar je dostikrat zaslišati, da ti ta mladi ne bojo zavozili ta svet. Jaz mislim, da imamo krasno mladino, krasne otroke, velikokrat lahko vidimo, kako so pametni, kaj znajo narediti, v bistvu kaj počnejo in svet bo šel naprej in mislim, da nas bojo presegli. In kar se tiče zdaj, če potegnem sporednico, jaz se prav nič ne bojim recimo teh bodočih recimo orodij umetne inteligence, ki bojo prihajale v poklice, so že, recimo tudi v Sloveniji se to že uporablja v medijih, to ni splošno znano, recimo tega ni zelo veliko, je še na tej ravni, da se to še opazuje, ampak se uporablja, ne vem, napovedniki tiskani recimo za TV in radijske sporede, v bistvu se že orodja umetne inteligence uporabljajo, kratke novice recimo na spletnih medijih se generirajo iz
agencijskih novic iz tujine, v bistvu avtomatsko, šele pol to pogledajo novinarji pa uredniki in tako naprej in to prihaja. To je tudi že pri nas. Ja. Tako da mislim, da ne. Zdaj, Evropa v bistvu že sprejema, Slovenija bo tudi domnevam, čeprav zdaj še to ni zapisano v novem medijskem zakonu, zapisala, da v medijih bo potrebno to, kar je ustvarjeno izključno ali s pomočjo orodja umetne inteligence, bo potrebno označiti. Torej, prejemnik informacije ima pravico vedeti, a mu to sporoča nek človek, ki ravna po neki etiki, novinarski, uredniški, pa po nekih zakonih, ki veljajo, ali mu to sporoča ena, rekel, mašina. Ima pravico vedeti. Lahko pol verjame, ali pa nekomu hoče, tudi ni treba človeku, lahko strojev, če hoče, ne? Ampak mora vedeti. Ne? To pravilo mora obstajati. Jaz se bolj bojim nečesa drugega. Slovenija je majhen 2-milijonski trg medijski, jezikovno zamejen. Že tako so mediji, v bistvu bom rekel tako, kak je rekel moj prijatelj, kolega novinar Miran Korošec, ne, da so Slovenci smo virni kot cerkvene miši, ne, mediji so pa revni kot cerkvene miši. Dobro. In se bojim, da bojo lastniki, ki so praviloma razen dveh javnih medijev, ne, zasebniki, ki znižujejo in režejo stroške, da bojo še zmanjševali število novinarjev na račun s pomočjo umetne inteligence. In da se bojo osnovne stvari delale s tem in da bo vedno manj v bistvu tega kreativnega pisanja, pisanja s premislekom, pisanja z neko podlago, ne? Ker v bistvu orodja umetne inteligence vsaj še danes v bistvu halucinirajo. Mnogo je dezinformacij, mnogo je nesmiselnih stvari, ampak vseh ne prepoznamo, ker niso vse na prvi pogled neumne. Ampak to bo šlo naprej, to bo ljudem pomagalo, tudi medijem, novinarjem, sem pravim, bojim se za kolege, da bo še manj služb. Še manj službo, pa še nečesa bo po moji kmečki logiki zmanjkalo tistega čustvenega naboja, ki ni samo racijo pa neka informacija suha, takšna, ampak je tudi emocija, ki jo pa novinarji na nek način, hote ali ne hote, vseeno date v svoj članek, v svoj prispevek, v svojo kolumno. Ja, s temi emocijami je tako, ne, v bistvu imaš prav. To je tisto, kar je lahko lepo, kar lahko ljudi prepriča, v neko ravnanje, v neko razmišljanje, v pomoč ubogim, poplavljencem, revnim, ne vem, ne? Tako. Kakorkoli, v bistvu hendikepiranim in tako naprej. Ampak žal tudi v medijih pa v novinarstvu ne, se emocije izrabljajo v bistvu tudi za rekel, slabe namene, slabe cilje. Tako da, ja, relativno. Bo tega manj ono tretje, ampak jaz polagam vse upe v umetno inteligenco. Jaz mislim, da čez 10-15 let bojo tudi te čustvene stvari že stroji obvladali. Ja, tako. Mi bomo pa rekli, ok, nam je všeč ali nam pa ni. Ne? Si tudi član različnih strokovnih odborov in komisij tvoje novinarske stroke, če še lahko o tem malce spregovoriva? Mene to, jaz sem preko tega v bistvu ostajam v stiku, glede na to, da ne pišem več druge, mislim, ja, pišem druge stvari, ampak ne novinarske, in mi zelo pomaga. Imam tudi čas, zdaj končno za to, prej nisem imel za asociacije te novinarske, bil sem zadnjega pol leta v starem svetu RTV, potem zdaj sem podpredsednik častnega razsodišča novinarskega, sem predsednik Društva novinarjev Celje za Savinjsko regijo, imamo svoje društvo. Mi kar nekaj časa vzamejo te stvari. No. Ti vzamejo nekaj časa te stvari. Pišeš kot novinar več ne, pišeš, spraviš neke druge stvari. Ja. Kaj nastaja? Nastaja drugi in zadnji del mojega prvega romana. Ki nosi naziv 5? Prvi roman ima naslov o časopisu, pivu in vesolju nasploh. Ja? Je pri založbi e-besede, se še kje dobi, po knjižnicah ga imajo tudi.
kaj zelo veliko promocije ni bilo. Zdaj bo drugi in zadnji del v bistvu tega je šlo, delam pa že neko naslednjo stvar, ki bo pa bolj monografija, kjer se vračam v bistvu v čase in zanimivosti, bom rekel, naših prednikov. Naših prednikov. Ne morem pa, poleg vseh projektov, ki si jih počel in v katere si vpet, ki si jih ustvaril, soustvaril, Pipec. Tega projekta se morava dotakniti. Ravno pred dnevi se je nekaj pomembnega zgodilo. Varuhi ali čuvaji, nekaj takšnega sem zasledila. Zakaj gre? Jaz sem strašno vesel po 60 letih izhajanja satiričnega lista Pipec, ki ga izdaja Društvo novinarjev Celje. Smo dobili pohvalo za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu. In to gre za satirični časopis, zdaj mislim, da mlajši gledalci ga ne poznajo, ki je prvič šel v Celju leta 1963, prvi urednik je bil Drago Hribar, kasneje moj sodelavec na Delu. Drugi urednik je Franče Kramer še danes in Pipec v 60 letih ima samo 2 urednika. Samo 2? Ja. Mi nismo, in dobili smo nagrado Društva novinarjev, oziroma pohvalo Društva novinarjev Slovenije. Ni pa Pipec izšel že od leta 2019. Jaz upam, da bomo uspeli kaj narediti. Predvsem je problem z, seveda, financami. Mogoče ga uspemo spraviti na internet, pa bomo naprej. Kdo še soustvarja Pipca poleg tebe in urednika, ki sta bila samo 2? Ja, recimo pa Franče Kramer, tudi Špela Kuralt, recimo še vedno, Rozmari Petek. Jaz ne morem. Seveda pa naši najbolj cenjeni zunanji sodelavci, Boris Zupančič, Liljana Praprotnik Zupančič, Lila Prap, izvrstne. Se pravi, eminentna združba ljudi, ki ustvarjate nekaj posebnega s tako dolgo tradicijo, iskrene čestitke, naj se še pojavi kje, morda tudi naj gre v elektronsko obliko, zakaj pa ne. Cenejše pa preživelo bo. In sedaj si v pokoju, oče 3 otrok si, vse 3 si nekako zelo uspešno sta s soprogo spravila do kruha, tudi v tujini imaš otroka, prebiram v glasbenih vodah, s čem se ukvarja in kaj so tvoji otroci postali v življenju? Gašper je skladatelj, v glavnem dela v tujini, tudi tukaj, ampak v bistvu večino v tujini. Lenart je arhitekt, že 1,5 leta dela, pobira nagrade. Uspešen. Adrian je najmlajši, je pa zadnji letnik magisterija. Tudi priden. Lepo. Sta z ženo že oba upokojena? Ne. Torej se še čakaš na tisto pravo penzijo, da bosta lahko si privoščila vse, kar si v mladih letih in v času družine, ustvarjanja družine, gnezdenja nista mogla. Ja, jaz ne vem, v bistvu jaz sem vseeno še malo, moja žena se čez kako leto, mislim, da se bo upokojila, ampak jaz imam zdaj še majčkeno svobode čez dan, ne. To bo problem se navaditi, tudi to. Bo pa lepo, ker sva rada sva skupaj, rada sva veliko skupaj, rada greva kam skupaj, tako da zdaj, ko niti otrok ni veliko nazaj v Celje, tako da je to še toliko bolj pomembno. Seveda, zelo veliko pomeni, da si rad človekom, da z njim kvalitetno preživljaš čas, da si želiš biti z njim v družbi, to je največ, kar je vredno, in da te zdravje dobro služi, da sive celice še dajo veliko materijala nam v branje in v občudovanje. Iskrena hvala za vse, kar si storil, in pa seveda se nadejam še kakšnega dobrega pisanja in branja s tvoje strani. Brane, hvala lepa za obisk v Ženski areni. Hvala za povabilo.
Bilo mi je v čast. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vidimo se spet prihodnji torek. Lahko noč.